V glavnem le mi je dala nalogo, da zberam izdelke, zato da si bo ona naredila make-up. Tle mi je odprla vse predale, iz kjer lahko zbiram, zdaj pa če kaj za jo, da ne bo imela, bo mogla se znajdati, ne. Pa začnimo. To je vse isto tle. Naked Urban Decay Cherry, kaj je to? Eyeshadow, paletute, eyeshadow. Kaj je to? Paleta de Sombre de Ojos. Da kva rabaš toliko pudrov, majke. Ej, ta Fenty je dober. Kjer? Fenty Beauty. Ja. V redu mi je, ja? Kar tega da. Please tega. Ne. Pa nikmo, če se s tem znajde. Kaj je pa to? To še nisem videl, da se uporablja, evo, to boš imela. Ene umetne trepke, ne bomo dali. Ja, kar tele te grde. Just Cavalli parfum bo mogla dati gor. A moraš vse uporabiti, kar bom izbral? Vse. Vse, kar zberem, moraš uporabiti? Moraš na obraz. Ok. In kaj, kad to vse iste barve? iStyle. Kaj, ja zdaj že Apple dela barvice za oči ali kva? Kaj je ta iStyle? Ne moram verjeti. To ne vem kva je, ampak zdaj jih porabila. Bi se še kdo znajdel s tega? Ne vem, kva sem sploh zbral. A si mi vzel maskaro, prav sem. Kaj je maskara? Maskara je za trepalnice namazati. A ima take ščetine? Oh my god. Please, vzemi mi maskaro. Kaj pa je strobing powder? Ok, leči uživi. Punce, vi pa tudi, ko ste gledali tole. No pa dejmo. Punce, danes mi je Anže, kot ste lahko videli v introtu, zbral make-up. Pojma nimam, kaj je v tej škatli, ampak če kaj poznam svojega Anžeta, pol je bil kar malo žleht. In tale izziv ne bo tako enostaven. A smo ready, da pogledamo? No pa dejmo. Parfum. Važno, da je parfum. Nič, predlagam, da se lotimo. Ne vem, a me je bolj strah, kaj bo nastalo na koncu, ali se bolj veselim tega izziva. Dajmo začeti. Prvi izdelek, ki ga je zbral, je puder od Fenty Beauty. Je ful prekrivan, tako da dve pumpici sta vrh glave. V bistvu, kakor jaz Anžeta poznam, mislim, da je ubral taktiko, da ne bo tole najenostavnejši izziv zame. Tole je korektor in glede na to, da to snemam zjutraj, mi je naredil uslugo. Še posebej sem mu hvaležna za svinčnik za obrvi, ker brez njega me je pa orang zafrknil. Tako da, Anže, hvala ti. Hvala ti za to. Zdaj, jaz sicer pri svoji rutini glede obrvi uporabljam veliko več kot sam en izdelek, ampak mislim, da če bi to Anže vedel, bi bilo že malo tako čuden, da ga toliko zanima, kaj jaz dajem gor na svoj obraz. Tako da sem vesela, da je vzel vsaj en izdelek za obrvi, ampak realno bi jih porabila vsaj 3, da bi dosegla želen videz. Ampak ok. Fant se še uči. Fant se še uči. Ne vem, kaj je mislil s parfumom, po mojem je zamešal, po mojem je videl enkrat, da se špricam po obrazu in je rekel, zmešana baba, zdaj očitno se parfumira tudi po faci. Ampak ne, ljubček, parfum ne gre na obraz, ponavadi gre na obraz setting spray, tega mi ni dal, tako da parfum si bom dala na se. S tem parfumom se nisem
po mojem, že vsaj 1 leto naparfumala, je pa seksi. Zelo seksi. Škoda, ka ga ni doma. Ok, zdaj se pa začne zabaven del. Zlat osvetljevalc sigurno ni eden od izdelkov, ki bi ga jaz uporabila za pomladno-poleten vibe, ampak, ker je Mr. Leskovar tako odločil, bom zdaj z nežno roko, ker ne vem, koliko je pigmentiranka, mislim, da sem ga lih mogoče enkrat pred leti uporabila, bom previdna. Gremo počasi. Je kaj? Se vidi na kameri? Let me look. Wow, od blizu se ful vid. Ja, tudi od daleč, dovolj bo. Upam, da tudi kamera toliko pobere, kakor je v živo. Ampak res ima prav zlat sijaj. Mislim, ja, se je bilo čudno, če je bilo kakorkoli drugače. Ampak res ima zlato barvo, tako, tudi na koži, kar mi ni všeč. Mater. Ok, ne. Ne, s tem izdelkom Anže mi nisi naredil usluge. Tole je paletka, s katero bomo delali in glede na to, da moram uporabiti vse izdelke, ki mi jih je Anže določil, dajmo to narediti. Pobrala bom najtemnejšo senčko iz palete. Tole je črno. Ok. In jo nanesem na pregib veke. Ampak je pa res zelo tako skromno pigmentirana, tako da večjega efekta od te palete ne smemo pričakovati. To smo obklukali, pigmentacija je zelo švoh, tako da je pa obklukano, da sem ga uporabila, kar je pomemben, kar šteje. In zdaj lahko gremo mi na težji del izziva. In sicer uporabiti moram vijolično na svojih očeh. Skupaj z rdečo šminko. Leskovar, vrnila ti bom. Moram se spomniti, kako, ampak ti bom. Glede na to, da je v bistvu naloga precej zahtevna, zaradi tega, ker vijolična pa rdeča pač nista barvi, ki se imata med sabo radi, tako da razmišljam, da bi mogoče samo naredila pop of color, v smislu sam v notranji kotiček pokanila vijolično in je to. In jo odnesemo v bistvu brez večjih posledic in poškodb. Dobra ideja, ne? Ok, dajmo. Kot da bi me en nauč. Pa še zgori. In mislim, da bo tole dovolj vijolične. Ja, definitivno. Ni pozabil tudi na maskaro. Anže preseneča, ker nam je dal tudi umetne trepalnice, tako da mislim, da bojo te korenito izboljšale celoten videz. Hvala ti za to. A veste, da se mi do tukaj v bistvu tale videz čist dopade? Mislim, da umetne trepalnice naredijo huge razliko. Mogoče bi zdaj lahko dodala še malo vijolične. Ali je v redu? Ne. Naj nas ne zavede. Če ne bi imela rdeče šminke, bi mogoče dejansko nanesla še malo bolj intenzivno vijolično po veki. Ampak zdaj sledi, dame in gospodje, zvezda tega izziva in sicer uporabiti rdečo šminko. Ok? Ne pozabimo, da imamo še lip gloss. Tako da tukaj mi jo je pa moj Anže zagodil. Ne da on ni razmišljal, a bo to pasal skupaj. To je za nalašč naredil. On dobro ve, kaj paše pa kaj ne paše. Verjemte men. Govorimo o toliko intenzivni rdeči. Dajmo. O, bog. Marija, pomagi. Šminka ni slaba sicer, tudi na moje pike zelo lepo paše, ampak, zdaj pa sledi ampak, a ne? Vijolična pa
Vijolična pa rdeča sta toliko močni, toliko karizmatični barvi same po sebi, da ko jih daš skupaj, se začne ta tepst. Pač ne pašeta, po mojem mnenju. Ampak dober, dajmo iti s polno paro naprej. Tole je lip gloss, ki sem ga namešala enkrat v Avstriji na Dunaju in sicer od Essensa, torej je custom made by me in v bistvu ga nisem od takrat, mislim, da nikoli uporabila, ker ga, ne vem, tam stoji in ga šparam za ne vem kdaj. Za zdaj, za ta izziv. In valjda Anže to zvoha in izbere ravno tega. Mama mia! Drugač, šminka, mislim, final look, če bi sam tako gledal, mi je ful všeč. Če bi tako gledal, mi je tudi všeč. Skupaj je pa little bit too much, a ne? Ampak, dajmo uporabiti še zadnji izdelek. Še rozasto, kada ni dovolj rdeča pa vijolična. V redu, no comment. Dajmo še rozast blusher. Oh my god! Sej ne vem, a bi se smejala, a bi jokala. Dobro, v redu. Ok, izziv je prišel do konca. Imamo zlat highlighter, rozast blusher, vijolične senčke, oziroma vijolično senčko v notranjem kotičku, čist presvetle obrvi, pa šminka mi je pa všeč, ampak ne v kombinaciji s tem. Pa imamo rdečo šminko. Ok, ljudje? Sam tok. Da vemo, kakšen izziv v resnici sem imela in da je bil to one hell of a težek izziv. Težek izziv. Leskovar. Ampak veš kaj? Mislim, da sem te premagala. V bistvu sem, glede na to, da sem uporabila vse in da vse tale make-up look nekako zgleda, pustimo kako, ampak nekako, ima mogoče nek minimalen smisel. Mislim, da sem upravila izziv. Zapiš mi spodaj v komentarju, koliko je bil Anže Žleht od 1 do 10, 1 mal, 10 velik, z izborom teh izdelkov, ki sem jih imela na voljo. In pa zapiš mi tudi, kako se ti zdi, da mi je šlo. Jaz si grem zdaj spraviti dol tole rdečo šminko. In to je v bistvu vse od mene za danes. Naslednji teden šivam z Anžetom na Sicilijo, ker imava 10. obletnico, tako da bom do takrat probala spraviti na kanal še en video, v sredo greva, tako da pred sredo se potrudim, da mi rata spraviti še en vlog gor. Drugač pa po Siciliji imam za vas pripravljenih še nekaj luštnih videov, tako da ostanite blizu. Hvala za vse lepe komentarje na šolsko kolekcijo, ki sem jo pokazala na Instagram storijih. Vse detajle glede nove kolekcije bom tudi posnela v novem videu po Siciliji, tako da pride tudi to. To je to, ljubčki, bodite fajn, gledamo se v kratkem in do naslednjič. Čau!